to, da skupna novinarska konferenca. Odgovor je čisto preprost. Svetniška skupina NSI in pa svetniška skupina SDS smo v preteklih 4 letih vse skozi tvorno sodelovali v občinskem svetu. Če bi šli pogledati spise glasovanja v preteklih 4 letih, bi težko najdel kakšno glasovanje, kjer smo mi različno glasovali. Torej smo imeli enoten pogled na sedanji razvoj. Občine Kamnik in kot ugotavljamo skupaj, imamo tudi zelo podoben, zelo podoben pogled na razvoj občine Kamnik tudi v prihodnosti. Zdaj, iz tega sledi tudi čisto naravna stvar, da smo se dogovorili, da bomo v tej volilni kampanji sodelovali in da bomo tudi po teh volitvah sodelovali tvorno naprej, tako kot smo do sedaj. In zato bom rekel, lahko že danes javno in predvsem poveva, da kdorkoli od naju vse bo uvrstil v drugi krog županskih volitev, bo imel podporo drugega kandidata. Seveda bi bila idealna varianta, da bi se oba dva uvrstila v drugi krog, sicer verjetnosti za to so majhne, ampak ne glede, prepričana sva oba dva, da bo eden izmed naju prihodnji kamniški župan. Mogoče samo še to ključno vprašanje, ki se najbrž tudi vam postavlja, glede na to, če smo to lepo sodelovali, kako pa to, zdaj pa se nismo dogovorili za skupno enotno kandidaturo, več o tem pa kolega Večnik povedal. Verjetno se vsi sprašujete, zakaj ni prišlo do enotnega kandidata. Moram reči sledeče. SDS je v Kamniku najmočnejša stranka. Imamo okrog 19% po zadnjih volitvah. Tudi javnomnenjske raziskave narejene v letošnjem letu predčasno nam kažejo relativno dober rezultat. In zaradi tega se naš izvršilni odbor se je odločil, da kot najmočnejša stranka moramo imeti svojega kandidata. Lahko povem, da smo bili 3 kandidati in na koncu sem bil pač jaz tisti, ki sem se odločil, da grem v kandidaturo. In čemu bo Rudi Veršnik dajal prednost v svojem programu? V svojem volilnem programu hočem zadovoljiti vse potrebe po otroškem varstvu v občini Kamnik. Hočem uveljaviti Veliko planino v sodoben center za rekreacijo. Želim uveljaviti službe, možnost, da bodo imeli mladi službe v Kamniku. Želim nadaljevati izgradnjo infrastrukture v vseh pogledih in želim tudi, da bi naši občani imeli lep in urejen zdravstveni dom. Želim, da bodo naši učenci in učitelji imeli sodobne prostore za učenje in delo. In pa seveda želim, da bo občinska uprava delala gospodarno in v pomoč občanom. In pa ne nazadnje tudi in predvsem želim vrniti vrednost delu in pa poštenju. In to ni nov program? Ko je župan Smolnikar napovedal, da ne bo več kandidiral za župana, je rekel, da bo podprl tistega kandidata, ki bo nadaljeval njegovo delo in njegove projekte. Zdaj, po tej logiki bo mogel župan Smolnikar praktično podpreti vse županske kandidate, ker vsi županski kandidati smo, hočeš ali nočeš, prisiljeni, da nadaljujemo njegove začete projekte. Vrtce bo treba zagotoviti, šole bo treba zgraditi, Veliko planino bo treba sanirati. To so stvari, ki vse terjajo milijone evrov. In če na koncu potegnete črto po to, ugotovite, da v enem mandatu, ki nam je na razpolago, v 4 letih in glede na velikost občinskega proračuna, za kaj več že
zmanjka denarja. In jaz trdim, da zelo uspešen bo ti župan, ki bo saniral in rešil probleme, ki se zdaj že vrsto let ponavljajo. In zato bi mogli že danes vsi županski kandidati razmišljati, na kakšen način in kako zagotoviti dodatne proračunske vire. Ker formula je čisto preprosta. Več kot bomo imeli denarja, več projektov bomo lahko realizirali. In jaz sem julija predlagal polnilnico vode. Meni se to zdi zelo smiseln projekt, s katerim bi lahko občina dolgoročno v svoj proračun dobivala sredstva. Še posebej iz tega vidika, ker so nam povedali, da bojo obstajali v prihodnosti določeni viški vode iz tega kamniškega zajetja.